Leto 2014 bodo želeli kmetje čim prej pozabiti. Sadje je oklestila toča, zelenjava je dvakrat plavala na vodi, oljke je zdesetkala oljčna muha. Da povišanja zakupnin skladovih zemljišč ter nove uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah niti ne omenjamo. V agrariju so kooperanti kljub temu pripeljali več kot vsa leta doslej, natanko 1600 ton sadja in zelenjave. Obisk raste, v trgovinah se prodaja večja, odkup smo uspeli povečati znatno, kar pomeni, da kmeti zaupajo svojo agrarijo, strmimo pa logično k višjim ciljem. Prihodnje leto si želimo najmanj še eno maloprodajno trgovino, želimo si še nekaj pomladka oziroma mladega članstva v zadrugi in logično še 400 ton najmanj odkupa pripeljanega, kar pomeni 400 ton proizvodnje več. Prav pri proizvodnji se obeta največja sprememba. Zaključila se je namreč shema integrirane pridelave in zanjo kmetje ne bodo več dobivali neposrednih sredstev. Kljub temu, da integrirane pridelave ne bo, bodo naši pridelki certificirani, zaenkrat se bo še zmeraj imenovali integrirana pridelava, v kratkem pa vemo, da se pripravlja tudi shema, katera naj bi se imenovala, ne vem, preverjena kakovost ali kakorkoli nekaj podobnega, katera bo zagotavljala višjo kakovost. Torej, integrirana pridelava je postala nekje standard v našem okolju. Tako je. Istrski pridelki bodo tako ohranili svojo vrhunsko kakovost. Prav to okolje namreč daje pri obiranju pridelkom pravo svežino in tehnološko zrelost. Jabolko, por ali solata je lahko na krožniku že v 12 urah in tako ohrani največ vitaminov in mineralov, ki jih potrebuje naše telo.